Tako da samo še 7 mesto spremljamo v drugi kontinentalni tekmo na Samiku. Koliko je najhitrejši, kdo bo najboljši? Samo še 6 je ostalo na koncu. In na tretji progi imamo najhitrejšega, to je Jan Radakovič. Jan Radakovič je torej tisti, ki je zmagal tekmo na Samiku 10:73 neuradno. Viktor Ranković v Prsah. Isto svoje čase dosegli na področnih tekmovanjih širom po Sloveniji. Izjemno hitro je začel tam na četrti progi Filip Polič, ki je gimnazije iz Maribora, na zunanji krogah na progi 6 Dejan Perina in pa 7 Majaš Štelinar. Tako je v krivino odhajajo fantje 640 metrov pa do cilja. Drugo torej najhitrejši v tegu na 400 metrov iz krivine v ciljno ravnino. Tako je, sedaj se bo odločalo v podvalcu. Ajde, fantje, gremo še malo. Proti Sile, Majaš Štelinar, gimnazija Šiška. Tako je na drugem mestu Lena Perina, gimnazija Pena, na drugi 4 cilju, 4 kvalitni. Prve gimnazije iz Maribora, 47-56 za Smogovcema. Tako je naslednja postopina srednja na 400 metrov. Gremo kakšno zelo odločitev. Katera pride nekaj do 12:30, katera bo zmagala tudi na 400 metrov, katera pa je 120-150 metrov. Zadnji pridi tam najhitrejša mislim, da pravijo kamero. Na progi 5. Tako je še druga krivina, 650 metrov do cilja. Tako je kmalo bodo prida vstopila do ciljno ravnino. Iz krivine torej do ciljno ravnino, najhitreje tam na 5. progi, naša Montiborec. Naša druga se je prviči dovolili pomočiti mesto Zarja in Žiže, ki je na 6. progi. Naša Montiborec 55:8, pa bodi na 6. progi Zarja Žiže, postamen najgrejši 55:8 za Pavlov na 5. progi. Takole štartali so torej dijaki v teku na 1000 metrov. Govoril sem prej o odličnih atletih, ki zagotavljajo zanimivo dirko v teku na 1000 metrov. Izjemno zanimivo bo zagotovo, morda še ne na polno v prvem krogu, v prvih 200 metrih, ki pa zagotovo za novince, tisti, ki prezivajati na svoje roke. Še 800 metrov do cilja. Torej Žan Novinc, atlet iz Maribora v domači dnevni sobi, ki v tem trenutku, ko lahko rečemo, vsak dan trenira tukaj na tem stadionu dijak druge gimnazije iz Maribora. Takole v bosim redu fantje v tem trenutku v teku na 1000 metrov. Prvih 400 metrov so opravili 58, 59, 1 minuta. Takole, malo v pomoč tekmovalcem. Še brez odločitve v teku na 1000 metrov, torej za dijake. Še vedno v vodstvu Žan Novinc. Žan je tisti, ki je takole potegnil že na samem začetku in vodi v tem trenutku na številko 20, 14 in 18. Benjamina Košeljac, Matic Krašovec in pa Miha Tomše so tisti, ki so v ospredju. 4 tekmovalci torej v boju, nekako se odvojili od ostalih.
Takole, prvi štirje so si pritekli tam 4 metre prednosti, morda 5 pred naslednjim. Še vedno v vodstvu Žan Ogrinc. Takole, samo še 200 metrov do cilja in takole odpadajo počasi tekmovalci, samo še trije so tisti, ki se borijo za naslov državnega šolskega prvaka v teku na 1000 metrov. Žan Ogrinc je tisti, ki je prvi vstopil v ciljno zgodovino. Benjamin Košeljec teče na drugem mestu. Benjamin Košeljec ima vendarle, mislim, da celo največ moči. Tako je, Žan Ogrinc na drugem mestu, številko 14 na tretje, Žiga Primjerec. Pa še ne bo hitri, 2:24:86. Na drugem mestu je Žan Ogrinc, pa tretji Žiga Primjerec. 2:24:86 pa neuradni rezultat zmagovalca. Štartale so dijakinje v teku na 1000 metrov, tudi za dekleta velja enako od cilja in še en krog, torej do cilja in še en krog. Katera je tista, ki bo narekovala tempo v nadaljevanju, številko 17 ima Pika Raj, pa bodimo v spredju še Naja Ambrož, pa Gaja Kovačec. To so najboljše 3 v tem trenutku, vendar seveda še brez odločitve, še velika skupina deklet, takole po 280-290 metrih do cilja še en krog. Dobili smo uradne rezultate tega na 1000 metrov za dijake, Benjamin Košeljec, Žan Ogrinc, Žiga Primjerec. So najboljši trije, ki kličemo bližino cilja. Mislim, da bo v spredju ostaja Ema Pika Raj. Sicer pa za njo še velika skupina deklet, še brez odločitve, do cilja in še krog. Ema Pika Raj. Potem na drugem mestu Gaja Kovačec, pa Naja Ambrož. Sicer pa pogoditev o zmagovalki Martika Kolajn z letošnjega srednješolskega finalnega tekmovanja v teku na 1000 metrov mogla pasti kmalu. Ema Pika Raj, pa potem na drugem mestu še vedno Gaja Kovačec iz 3. gimnazije iz Maribora. Torej Gaja je tista, ki napada Emo Piko Raj 200 metrov pred cilje. Pa pogledamo, kaj so dekleta še pripravila za zaključek za zadnjih 200 metrov. Še vedno brez odločitve v teku na 1000 metrov. Še vedno kar nekaj deklet se bori za zmago oziroma za kolajne. Tole v ciljno ravnino vstopa dekleta Gaja Kovačec iz 3. gimnazije iz Maribora. Gaja vodi v tem trenutku v ozadju še spremembe. Številko 13 Iva Pori, pa številko 17 Ema Pika Raj. Ema Pika Raj na koncu tretja. Boj za zmago ga je potekal do zadnjega metra. 3. Takole, štartali so torej dijaki v teku na 2000 metrov, pa vidite na štartu manj Evo, prišlo do padcev, sicer pa priložnosti in možnosti za prihitevanja bo več kot dovolj v 5 krogih. Mladega atleta iz Dolinske, takole še pospešuje Jaš Bakul, dava za malo svobode za Jan Žak. Takole brez težav na drugem mestu tudi Lina Trikarič, gimnazija Novo mesto, torej dvojna zmaga.
gimnazije Novo mesto. Na tretjem mestu Jan Luka Fatur, gimnazija Koper.